Lepo vas pozdravljam, dragi moji, dobrodošli, tokrat pa ne v vlogu, ampak vam želim povedati nekaj stvari o svetem letu. Zgodovina svetega leta sega že pravzaprav v staro zavezo svetega pisma. 3. Mojzesova knjiga, 25. poglavje, 8. vrstica takole pravi: Štej si 7 sobotnih let, 7x7 let, tako boš iz 7 sobotnih let dobil 49 let. Predpisi jubilejnega leta postavljajo dvojni ideal pravičnosti in družbene enakosti. Svobodo, pridobljeno ob izhodu iz Egipta, morajo znova dobiti vsi Izraelci. Tako razlaga svetopismo, nov prevod, in vidimo, da je sveto leto pravzaprav že zelo zakoreninjeno v človeštvu. Leta 1300 pa papež Bonifacij VIII postavi sveto leto. Vladal je nekakšen strah, kaos v takratnem svetu, kuga, lakota, tudi vojne, nenazadnje obleganje svete dežele strani muslimanov. Papež razglasi sveto leto in kar 2 milijona romarjev je prišlo takrat v Vatikan. Nato so se vrstila sveta leta na vsakih 50 let, včasih tudi na 33 let, pa zopet 50 let. In ker so ljudje videli in cerkev sama spoznavala, kako je to dragocen, da imamo sveto leto, so dali, da se sveto leto obhaja na vsakih 25 let. Nazadnje je bilo sveto leto leta 2015, ko je papež Frančišek razglasil izredno sveto leto usmiljenja. Takrat, mogoče se še spomnite, smo zelo veliko govorili o usmiljenju in nenazadnje premišljevali, da je naš dobri Bog usmiljen oče, ki nas sprejema, in z tega usmiljenja, da bi tudi sami živeli. Jubilejno leto je bilo leta tudi 2000, no, po 25 letih pa imamo jubilejno leto, ki bo drugo leto. Vendar se odpre to sveto leto že letos, 24. decembra, na sveti večer bo papež Frančišek v cerkvi svetega Petra odprl svetoletna vrata. Ta svetoletna vrata se odpirajo samo za sveto leto, drugače so pa zazidana. Dejansko pride tako s kladvom, potolče po vratih in jih odprejo. Vrata, Kristus je vrata, skozi katerega vstopamo kristjani in da smo njegovi. In letošnjo, oziroma drugoletno sveto leto, se bo imenovalo sveto leto upanja. Upanja nam manjka. Kristjani smo romarji upanja, vendar na to, kar malo pozabljamo. V svetu, ko se dogajajo vse sorte stvari, v svetu, ko se srečujemo s strahovi in občutkom, da se ničesar več ne splača, nam sveto leto upanja prinaša svežino. Kristjan, hodi za Kristusom. Kristjan, ne boj se. Kristjan, nisi sam. Bratje in sestre smo in Kristus je z nami. Iz tega upanja črpamo moč, da bi bili pravi romarji proti večnemu življenju. In kaj se na sveto leto počne? Ja, dobro vprašanje. Sveda, načeloma normalno živiš naprej, ampak prav pa je, da malo večkrat na to pomisliš in da začneš v svojem življenju določene stvari malo spreminjati, da postaješ vedno bolj kristjan zares. Bo pa v Sloveniji ogromno možnosti za romanje v Rim. V svetem letu je glavna stvar, da se roma v večno mesto, da se vstopi skozi sveta vrata, da obnoviš zavezo z Jezusom Kristusom in svojimi brati in sestrami, da spoznaš, kako si ljubljen od nebeškega očeta in kako si mu dragocen, da pustiš staro življenje za seboj in začneš novo življenje v Jezusu Kristusu. Kot neke vrste osvežitev, refresh svojega življenja v Bogu. Torej, poleg romanja v večno mesto je zraven obvezna tudi sveta spoved. Vsi pomembni dogodki v našem življenju naj se začenjajo s sveto spovedjo, ki je nov začetek. Ko se vrneš dobremu usmiljenemu očetu, ga prosiš, da te sprejme v svoje občestvo in on
iz svojega velikega usmiljenja in prebudenega srca te dvigne, te obleče, ti da čevlje, prsten sinovstva in z njim lahko slaviš gostijo, ko se veseli tvoje živosti. Na sveto leto lahko prejmemo tudi odpustek. Popolni odpustek je posebna milost, ki jo vernik, ki lahko prejmemo ob posebnih določenih pogojih. Sveta spoved, obhajilo, molitev za papeža oziroma po papeževem namenu, dobro delo in nenavezanost na greh, da si svoboden greha. V letošnjem jubilejnem letu je torej za papežev namen romanje v Rim, vstopiti skozi svetoletna vrata, sveta spoved, obhajilo, in ko prejmeš popolni odpustek, pravzaprav si izbrisan kazni za grehe. Grehe nam Bog odpušča, kazni ostane. Odpustek pa nam pravzaprav umakne tudi kazni. Letošnje sveto leto bo drugačno, kot so bila prejšnja sveta leta. Namreč sveto leto 2025, leto upanja, bo razdeljeno po ciljnih skupinah. Tako bomo imeli posebne priložnosti v Vatikanu za diakone, za poročene, za duhovnike, za škofe, za sodelavce, za iščoče, za tiste, ki se pripravljajo. Vse bo lepo malo po tematski, da bi se romer vsak v nečem našel v tem svetem letu. Tako imamo tudi vse razporejeno in zelo natančno prikazano v posebni aplikaciji. Kaj je že ta aplikacija? Na voljo imamo celo aplikacijo Jubileum 2025, kjer lahko natančno vidimo, kater sklop je kakšen mesec, čemu je posvečen, kdaj je pravzaprav tisto tematsko, ki bi bilo zate najboljše. In velik poudarek ima letošnjo sveto leto 2025 na mladih. Tako bo tudi kar nekaj nočnih češčenj, ogromno priložnosti za srečanje z mladimi, nenazadnje letno srečanje mladine bo letos v Rimu. Kakorkoli, za celo cerkev je to ena velika priložnost. In dragi moji, vas vabim, da bi se v tem času nekako pripravljali, da bi se organizirali in šli romati v večno mesto Rim in da bi sveto leto, ki nam je dano kot priložnost, kot milost, kot pomoč za naše duhovno življenje, vzeli zares. Da ne bi šlo to mimo nas. Nenazadnje se sveto leto splača izkoristiti, kajti naslednjo sveto leto bo šele čez 25 let, razen če ne bo papež Frančišek oziroma kakšen drug papež razglasil kakšno izredno sveto leto. Dva fun facta. Doma pri nas imamo še zmeraj spravljeno neke take nalepke in podobce jubilejnega leta 2000, ker še nisem bil pravzaprav bogoslovstvo, se ga prav spomnim. Potem en tak fun fact, ogromnenih fresk v Rimu pričajo o jubilejnih letih. In še Dante Alighieri je v svoji božanski komediji tudi opisoval sveto leto. Mislim, da se splača izkoristiti sveto leto, ki nam je dano, da se splača potruditi, da skupaj poromamo v Rim in se splača delati na tem, da bi bil pravi romer upanja. Sveto leto naj nas utrdi v veri in v medsebojni ljubezni, povezanosti, naj nas utrdi v upanju, ki ga tako manjka. Sveto leto naj nas spomne, da bi bil zares kristjan, ne samo tako malo na pol, da bi bil zares kristjan, ne samo v cerkvi, ko se pokažem, da bi bil res kristjan tudi zunaj na ulicah in da se ne bi bal, ker se nimam ničesar bati. Če je Kristus z mano, kdo je proti meni? Nihče. Torej, dragi mladi, sveto leto, leto upanja je pred nami. In tudi sam upam, da se nas bo to leto dotaknilo, da ga bomo radi obhajali z vsem srcem, pa tudi svojo voljo in pripravljenostjo. Bodimo romarji upanja. Lep pozdrav!